Najvišji in najmogočnejši italijanski slap, Cascata delle Marmore. Ja, to je pa lepa vodna jama. Kva so najdla, leti to. Pa ni to nekaj najboljšega. Padati po hribah, gledati dol morje. Kakšen razgled se pokaže. Čudovita toskanska pokrajina s Tirenskim morjem. Naravni termalni izvir, 58 stopinj. Lepo pozdravljeni v raju na zemlji. Z Majo sem spet šla raziskovati lepote italijanske pokrajine Toskane. Zdaj sva pa najprej prišla na polotok Monte Argentario. Poglejte si na zemljevidu, res zanimiva oblika polotoka. Taka zelo ozka kopnina, gor pelje na ta polotok. Pa se pa to razširi in imaš kar precej hribov, pa gozdov. Ampak mi pa zdaj tere sva prišla, tle sva pri glavni cesti in tle sva videla eno tako zanimivo skalo in gremo zdaj pogledati tole skalo. Drugač pa seveda čisto ob morju, tik ob morju, to je seveda katero morje Maja? Tirensko morje. Tirensko, ja. No, zdaj pa gremo pogledati tole. Tukaj kaj zanimivega. Vidimo, kaj nam te čaka. Je ena luknja. Se mi zdi, da mora biti ena luknja. Evo, in tudi je. Zdaj pa gremo pogledati noter. Evo. Jama. Evo, ena luknja ven. Evo. So že v jami. No, takoj se pokažejo kapniki. Zdaj pa tle en ožji rov, mislim ožji vhod, pa prideva že v drug rov. To je pa umetno skopan rov, evo, se pa vidi. Tamle so na vrata, pa tlele, pa tle naprej. Da vidimo, pa je tle. Evo voda. No. Ja, to je pa lepa vodna jama. Wow. Kva so najdla, leti to. Maja, daj pošljati, kakšna voda je. A je slana, je sladka? Slana ni. Sladka je, ne? Ja, Evo, sladka. čist pri morju, ampak sladka voda, se pravi, mora biti tle izvir. Je pa čista voda, prav vice. Ora. Zelo lepo, res. Tam so kar lepi kapniki. Netopiri se slišijo. Enač, zdaj pa gremo ven. Prvo kar skozi tale predor. Ven. No, gleda so tale predor skupali. In so pa prišli v bistvu prav do naravne jame. Zdaj smo pa prišla v bistvu skozi tale tunel ven. Kar ena stavba v bistvu noter vklesana v steno. Evo, prišla na drug stran ven. Evo, dvorišče. Ja, dvorišče. Pa še en zapuščen avtodom. Interesantno. Ja, tako lepo zgleda noter. Zdaj smo pa na prelazu na temu polotoku, kako se že imenuje, Maja? Monte Argentario. Tako,
Argentario, Monte Argentario. In se greva pogledati en zanimiv razglednik Capo di Uomo. Evo, pot poteka skozi tako zanimivo sredozemsko makijo. Evo, se pa že prihajamo na drugo stran. Wow, evo, se je pokazalo Tirensko morje. In pa najen cilj. Evo, kjer gor so namenjena Capo di Uomo. Mora biti čudovit razglednik. Tale otok najbližji je arhipelago Toskano, se pravi toskanski arhipelag. Otokov zgleda jih je več, če je arhipelag. Dobro, zdaj vidim samo enega. Evo, tamle v daljavi, zdaj ne vem, boste videli na kamer, se vidi zelo malo snega, je pa otok, francoski otok Korzika. Res v daljavi, zgleda kar dobra vidljivost. Zelo Korzika se vidi, noro. No, tisto otok tamle je pa otok Elba. Kjer mu je poznan Elba? Na pol evru. Tako. Tam ne bi umrl, a ne? Tako, tam so ga izgnali. Evo, tukaj sem zdaj prišla na en vrh in se je pokazal razgled, se pravi proti severu. Tamle je Monte Amiata. Evo, na to stran je takle čudovit razgled proti jugu. Se pravi, najem cilj Capo di Uomo. Pa toskanski arhipelag, pa zadaj zasnežene gore na Korziki. Super. Zdaj gremo pa po temu grebenu, pa tamle do tegale razglednika, ki je gore na Trdnava. Evo, tam je tudi en čudovit otoček, pa ni to nekaj najboljšega. Takole hoditi po hribah, gledati dol morje. 20 stopinj, 21 stopinj, še malo najeloč do tega, do te utrdbe, do te razvaline. Glejte, kakšen čudovit pogled dol. Tam je tulnica cveti, čudovita. Pa Tirensko morje, otok, toskanski arhipelag. Pa evo, tale Trdnava je pa res kar na zanimiv pečini, na okoli 380 metrah nad morjem. Zdaj so pa prišla že tih pod skalo. Kakšen razgled se pokaže. Evo, Maja že na skal. Aha, tam so še plezalci. Kakšen morje spodaj. Kakšna barva. Noro. Evo, plezalci v steni. Zdaj smo pa prišla na rob. Na tak greben. Hudo. Evo, tukaj kot kaže zgleda, pride ena ferata gor. Noro lepo. To je pa čudovita toskanska pokrajina s Tirenskim morjem. Evo, tale čudovit otoček, pa spodaj Trdnava. Evo, morje in pa stolp di Uomo. Drugi dan odkrivanja Toskane, se pa nahaja v bližini mesta Viterbo in sva si prišla ogledati oziroma tudi probati naravne toplice, naravne terme Bulicamo. Evo, in tole zgleda takole takle bazen. Jaz mislim, da jih je celo več. Pa imam pogledati. Evo, nekaj ljudi se kople, da vidimo vodo. Topla. Seveda, čist brezplačno kopališče. Tukaj preteče tale termalna voda. Evo jo. Evo, to je pa zdaj čist naravni termalni izvir Bulicame. Maja, koliko stopinj ima? 38. Evo.
Aha, na 300 metrih višine, 58 stopinj, zelo malo je slankasta voda. 2600 mg na liter. Zanimivo. Zdaj smo pa še pri zadnji znamenitosti v Toskani in sicer greva si pogledati najvišji in najmogočnejši italijanski slap. To je pa Cascate della Marmore. tako slap Marmore. Visok je krepko čez 100 metrov, mislim, da je 160 metrov višina slapu, ima tudi ogromen vode, tako da vidimo. Je pa to zelo, zelo turistično, tako da ljudi kar precej, ampak glede na to, da smo tlele, moramo iti. To je zdaj tale najvišji italijanski slap, Cascata delle Marmore. Je vodnat. Zdaj pa zasneženi Apenini. Taka količina vode je seveda ustvar tudi mavrco, če je sončen dan, tako je danes. Evo, lepa mavrca od vodnega prahu. Še enkrat, da se še mehen bolj pokaže mavrca. Začetek slapu, vršni del slapu. Še enkrat, Cascata delle Marmore. Kako je tole mogočno? Evo, da smo pa spodaj pri slapu. Evo, to je gleda pogor. Komaj se vidi. Slap Marmore, največji in najmogočnejši slap v Italiji. Blizu mesta Terni.